Tu so vroči julijski dnevi in v Beltincih je znova čas za folklorni festival z zavidljivo tradicijo. Tokrat bo potekal že 47. Organizator KUD Beltinci pa bo spet poskrbel za bogat program, ki bo trajal kar 4 dni. Seveda lahko rečem, da je tudi za lokalno skupnost to eden izmed najpomembnejših kulturnih oziroma dogodkov na področju kulture v letu. Tako da občina Beltinci intenzivno in tudi z vsemi, kar je potrebno tu zraven podporami, podpiramo takšen festival in takšno dogajanje v teh dneh. Festival se bo začel jutri ob 20. uri, ko bodo KUD Beltinci, Veseli Marki in Prekmurska banda prikazali šolsko dogajanje z začetka 20. stoletja, nato pa bo na to temo odprta še razstava, za katero bo poskrbel domači kaplan Boris Kučko. On je strasten zbiralec stvari iz preteklosti, da tako povem, torej snovne dediščine in ima kar zajetno zbirko na svojem domu v Nedelici in tako smo tudi prišli do ideje in se z njim dogovorili, da bo letos predstavil torej šolstvo v začetku 20. stoletja v naših krajih in pa predvsem, kar je morda pomembno povedati, je eden redkih, ki še ima v svoji zbirki šolske klopi iz tistega časa. Tudi te bodo tukaj, namreč mislim, da si od njega celo Šolski muzej Slovenije sposoja te klopi takrat, ko rabi. V petek popoldne se bo začela glasbena delavnica, večer pa bo posvečen tuji kulturi. Posebej smo ponosni, da nam je uspelo v povezavi z mednarodno smotro v Zagrebu, ki se letos pripravlja, oziroma je pripravlja že 51. V povezavi z njimi nam je uspelo dobiti kar 2 tuji folklorni skupini, močni folklorni skupini, in sicer sta to, upam, da bom prav prebral, folklore balet Malambo Argentino, iz Argentine, torej in Vichy Song and Dance Theater iz Združenih držav Amerike. V soboto popoldne se bodo predstavile beltinske krajevne skupnosti s svojo kulinariko in obrtjo. Včasih je spremem, da je to ene vrste predobčinski praznik, ta sobota, zato ker tu je pa res potem zbranih ogromno ljudi. 3 vrste obiskovalcev imamo, ali pa celo 4 vrste obiskovalcev imamo v soboto popoldne. Prvič so tisti, ki se radi srečajo s svojimi sovaščani. Drugi so tisti, ki živijo nekje drugje, pa so bili rojeni tukaj, recimo, pa pridejo vsem, da se spet srečajo s svojimi sovaščani. Tretji so tisti, ki že tako dolgo živijo nekje drugje, da pripeljejo svoje otroke, pa jim pokaže, vidiš, tako je pa bilo pri nas. Ne? In spet prihaja do nekega druženja, spoznavanja. In četrti so tisti, ki vse to niso tukaj, ampak vse to zgolj radi vidijo. Pomembno je, zato tudi pravimo, da je to občina v Malem, takrat v soboto popoldne in to je tudi v parku čutiti. V soboto bo na glavnem odru v Beltinskem parku etno večer, nedelja pa bo v znamenju prvega dela državnega festivala Le plesat me pelji. Tukaj le bodo predstavljene tiste skupine, ki so šle skozi 2 siti, iz območne ravni na regijsko raven in potem izbrane skupine, ki se v prvem delu predstavijo tukaj v Beltincih, na krasnem odru, tukaj odprtem odru. Se pravi, gre za 6 skupin, kasneje pa še v Žalcu letos še 8 skupin v drugem delu za tiste skupine, ki zahtevajo notranji oder. Skratka, celotna zgodba se zaokrožuje že vrsto let prav tukaj pri vas. In to pomeni, da dobite v bistvu nek biser slovenske folklore predstavljen vsako leto tukaj. Naloga strokovne žirije je, in tudi tokrat bo, da bo spremljala nastope in najboljšim skupinam, ki bodo pokazale kvaliteto na plesnem področju, glasbenem, pevskem in drugem, podelile še dodatna priznanja, torej zlata priznanja s pohvalo. Nedeljski program bo sicer odprla povorka folklornih skupin z domačo plejbando na čelu, ki se bo ob 3:30 iz predosnovne šole podala do Beltinskega gradu oziroma parka. Naj povem, da bo letos v tej povorki sodelovalo okrog, takole na hitro zbrano skupaj, okrog 500 folklornikov.
Okrog 100 bo naših folklornikov, domačih, beltinskih, pravzaprav vsa društva, vse sekcije, ki na tem področju delujejo in na to smo seveda zelo ponosni. Kdor je festival že kdaj obiskal, ve, da je ponos organizatorjev in občanov na ta veliki dogodek upravičen, saj je dogajanje vselej vrhunsko, pestro in prijetno. In za piko na i bo tudi vreme spet lepo.